Ja, nadaljuj, da se ti vrača, kaj si rekla. Ja, vrača se mi zdaj nazaj. Mhm. In v bistvu pred takrat, ko smo ugotovili za to, me je mami res, ko sem bila majhna, res dala na strogo dieto z dodatki alg, ribjega olja, Ja. kvasa. Res je naštudirala prehrano v nulo, ne? Ja. Zdaj, toliko časa je bil mir, pri meni so se pač dogajale spremembe, se pravi, dobila sem 2 punčke. Ja, itak, hormonski disbalans je takoj. Ja, pa tudi anksioznost se mi je pojavila pri 20-ih, a ne, in od takrat imam v bistvu težave z psiho kar precej hude. Ampak nikakor ne vem, kako pristopiti k temu, se pravi, da bi naredila ta korak, da bi prišlo do tega, da bi se stvari izboljšale, ne. Govorila ste tudi o, se pravi, psihoterapiji, pač nažalost včasih pač finančno stanje ne dopušča. Seveda, to so sve luksuzi. Tega, ne. Pa morate razumeti, da pri avtoimunih ni prehrana dovolj. Je boš pa jutri rekel. Pri komusu, spet moram zdaj gasiti mikrofone, samo sekundo. Pri enih so recimo vplivi tudi od raznoraznih cepiv, od toksinov, od pesticidov. Recimo jaz sem odraščala pod termoelektrarno. A bi lahko pa rekli? Veš, jaz sem pod termoelektrarno odraščala in do mojega 10. leta sem vdihovala bog ve kakšne strupe. Potem je vojna bila, bog ve kaj so metali v bombah. To sve vpliva in to se kopiči celo življenje v nas. Tako da samo prehrana ali pa samo prehranski dodatki ali pa samo zdravila treba celostno narediti. Zdaj, pri ugotavljanju, kaj mene zanima vaše mnenje, če ga lahko date o bioresonanci. Biorezonanco sem jaz šla takoj v začetku svoje diagnoze, ker nisem vedela, kje začeti, nekje moraš začeti. A ste me ta slajd prosila? Evo, bom pustila tega, pa predstavim na naslednjega. Jaz sem šla v začetku, takoj, ko sem dobila diagnozo Hashimoto, prvo sem šla na biorezonanco, ker prvo, kar sem prebrala, je očistiti se od toksinov in od težkih kovin. In tam mi je gospa mi je rekla, da ne vem, da imam 90% telesa umazano s kandido in sem pol 3 mesece čistila kandido. Ampak jaz osebno nekako težko to razumem. Osebno na lastni koži nisem nikoli čutila učinke biorezonance res tako jasno, tako da ne vem, ali temu verjeti ali ne, ampak recimo vidim pri svojih otrocih, ko smo imeli alergije, ko so bili dojenčki, bomo umaknili z biorezonanco. Tako da osebno na avtoimuni nisem z biorezonanco nekaj ekstra uspela, vem pa, da mnogi so. Zdaj, kateremu terapevtu iti pa kaj narediti, to res nisem se poglabljala, ker za mene ni bilo učinkovito. Če drugega ne, saj približek za ugotavljanje stanja v telesu. Ja, samo res je ključno najti terapevta, ki mu zaupaš. Da res ve, kaj dela, ker danes je tega ogromno. Ja, jaz sem tudi zdaj v bistvu svojo hčerko peljala in je rekla, da v bistvu ima kandido, ampak kandida pri 3-letnem otroku taka je bila razlaga, da se ne pojavi kar tako. Običajno je, da se kandido otrok že rodi, zato ker je mama kisla. Ja. Ker je že mama problematična, ne. Ja. In tudi zdaj sem jaz njo vozila v glavnem in smo delali te neke terapije. Zdaj tudi sama nisem neke bistvene razlike opazila, ampak vsaj psihično, da rečem, nekaj sem naredila zanjo, da če bo pomagalo, bo, hvala Bogu, če ne, pač to pa ne bom vedela, nikoli. Ali kako bi se izrazila. Ja, to nikoli ne morete vedeti. Zato pravim, ker kandida potem takem je tudi pri meni prisotna. Se kandido ima 90% ljudi, to ni nič čudnega glede na prehrano in na stres. To je enostavno to, črevesna flora. Mikrobiom je uničen in to je to. Tu ni velika filozofija. Ne morete si škoditi, če naredite en protokol za čiščenje od kandide. To je res najboljša stvar, kaj lahko naredite. Imela jo ali pa ne. Tako. Ker meni tudi sicer ni jasno, od kje bi jaz revmatoidni artritis dobila pri 8 letih.
Ker moja mama, recimo, mi smo živeli v predmestju, recimo kar precej njiv, travnikov in tako naprej, kmetovalcev okoli. Mama je vedno kuhala, bi rekla, zelo dobro in tudi zdravo, nikoli premastno, ker tudi sama tega ne prenaša. Tako da je res zanimiv, od kje bi to prišlo. Ne? Lahko je tudi od mamine stresne nosečnosti, tako je recimo bilo pri moji sestri, ker je že v nosečnosti bilo toliko stresa, da dobro, da se je sploh rodila. Tudi pri meni je preležala celo nosečnost, drugače ne bi šlo čez. To se vpliva na našo to splošno odpornost. Ne? Ampak mogoče zdaj, ko ste že toliko leta s to boleznijo, živite z njo, mogoče ni toliko ključno iskati taj vzrok, koliko je ključno, da vi njo sprejmete kot svojo popotnico in da se z njo učite. Da vi greste z njo naprej. Ja. Ne? Jaz sem recimo dojela, da prvo leto sem bila čist fokus, jaz bom zdaj šla v remisijo. Ali to res ni point? Eni jo dosežejo, ja, ne vem, 5% ljudi doseže remisijo, ampak to sploh ni point. Point je taj trud zase, ta ljubezen do sebe in taj trud, da življenje svoje kakovo življenje popraviš. To je ključno. Zdaj, a boš dosegel remisijo ali ne, sploh ni važno. Ker ene stvari ne moremo popraviti, odvisno koliko je bolezen šla naprej, koliko so že poškodbe v telesu narejene. Sploh to ni važno. Važno je, da sprejmemo to svojo izkušnjo, to, kaj se nam dogaja, da ne jemljemo to kot nek križ, kot neko breme. Vem, da je težko. Mislim, moja sestra je 100% invalid. Zelo. Ona je kompletno, ona si lase ne more umiti. Nikoli ni mogla. Zaradi artritisa? Ja, toliko je že slaba. Ampak še zmeraj ima voljo do življenja, vzela je to kot neko svojo popotnico in se trudi živeti s tem, sprejeti to svoje utelešanje takšno, kakšno ima. Najdla je nek smisel v tem in point in živi ga 300% pravilno. To je najtežje delanje. Mislim, da je to zato so bolezni tle, da nas pripravijo do tega, da jih sprejmemo, da je to del nas in da je to samo ena izkušnja, eno učenje. Vsak mora pa pri sebi razumeti, kakšno. Hvala lepa za izčrpan odgovor. Jaz, ko mislim, mogoče se drugi ne strinjajo, ni važno, ampak če gledamo bolezen samo kot borbo z zdravili in iskanje vzroka in krivca, težko se bomo premaknili naprej, bo nam samo še teže. Se strinjam. Ja. Kdo me je napisal? Mislim, da mi je Uroš napisal, da katere preiskave so za prepustno črevo. Gastroskopija. Gastroskopija vam lahko potrdi luknjice v črevesu, tako da to lahko tamo naredite. Lažje je pa narediti avtoimuni protokol. To je protokol dr. Izabele Venc, imate ga na moji spletni strani, kamama.eu. Tam sem opisala, kako sem jaz speljala 4-mesečni ta protokol za regeneracijo črevesja s to dieto, prehranski režim in kaj sem po 4 mesecih dosegla. Na spletni strani so vam tudi piramide, kaj se je, kaj se ne je in kako se živila uvajajo nazaj. Tako da pogledajte si na mojo spletno stran. Imate tudi članek o regeneraciji črevesne sluznice in o samem tem avtoimunem protokolu. Jaz sem preskočila gastro, nisem mi dala mučiti. Itak sem vedela, da sem cela zastrupljena, imela sem 30 kg več kot danes in sem se odločila na ta protokol, da se res spucaš. Ker jaz sem svoji bolezni pristopila čisto energetski z tega vidika, v smislu, da če se želim spraviti na neko višjo frekvenco, na neko drugo raven kakovosti življenja, odnosa do sebe, da rabim res sčistiti se kompletno. Kar pomeni, šla sem na taj avtoimuni protokol, ker je toliko enostavna prehrana, da ne more biti bolj enostavna. In v tem momentu je telo bolj protočno. Vi ste tudi energetsko bolj protočni in je čist drug odziv. Hormoni drugače delajo, psiha drugače dela, vaše zavedanje, enostavno ste razbremenjeni. In zato je meni taj protokol bil tako dober. Sicer je težak, zdaj, če bi ga mogla še enkrat spraviti, bi se kar mogla pripravljati psihično. Ampak to je namen. To je namen takih težkih, isto kot post. Ko se postiš, ni poanta, da shujšaš, poanta je, da se razbremeniš, da se očistiš in psihično, in fizično, in emotivno. Tako da, če pristopate na ta način, boste uspeli. Še eno vprašanje, če lahko, Željka. Dajte.
Prej ste omenila gastroskopijo, a ne. Jaz sem jih imela že kar precej za sabo. Zdaj splošno, če si ti poslan na gastroskopijo zaradi želodčnih težav, ali oni avtomatsko tudi pogledajo za propustno črevo ali ne? Ker danes je treba pa res ne doktorju vem. vse povedati. To pa res ne vem, ker res nisem šla. Vem, da se tam lahko dokaže, ampak se nisem ukvarjala s takim detajlom. Žal boste jih mogli vprašati. Pa jaz sem že vajena, da enostavno vse, kaj hočem doseči pri zdravniku, pridem ko v prodajni sestanek. Jaz mu sprezentiram, kaj hočem in to dobim. No, sej to. Ja. Saj imajo 3 minute za nas, tudi če hočejo, se ne morejo posvetiti. Tako da čim bolj Žalostno, ja. pripravljene, pa boste več dobili od tega. Okej. Še kdo? Kaj pa recimo tale knjiga od Minke Gantar, če poznate? Nisem jo še brala, imam jo na listi, čakam v knjižnici, da pride na rezervacijo. Ja. Ker Pravijo, da je super. Ja, da je, ne vem, a je tudi vse to, kar res, kar noter piše ali ne. Na kaj mislite? Ne. Njena razlaga, se pravi tudi s prehrano, kako, ker tam take stvari noter pišejo, da bi človek res mogel biti, se pravi, in jedati oreščkov in recimo drugih stvari, ki naj bi pomagale pri hormonih, a ne? Ja. A vi hočete reči, da vam ni jasno, zakaj bi oreščki vplivali? Tukaj je. Dvom je tisti, ki v bistvu se vprašaš, če je vse to, kar piše, res, ker tam noter je toliko enih nasvetov, toliko enih informacij, tudi o sami prehrani, o vsem, da v bistvu se mi zdi že skoraj tako neverjetno, da bi človek lahko vse to dejansko vključil v prehrano. A zdaj res Ko bereš, vam kaj je pravim, vse, ne. Vam pravim, v tem smislu. nisem jo brala, ampak protokoli, ker sem jaz sledila, so tudi toliko ekstremni, da ko boste pogledali na moje strani, boste videla, da je res tako. Enostavno treba telo spraviti v minimum obrata. Ker takrat, ko vaše črevesje minimalno se ukvarja s presnovo in predelavo, takrat vam se tkivo regenerira. Zato mnogi rakavi bolniki prav pri postu doživijo ozdravljenje, a ne. Ker se telo samo sebe te slabe stvari poje, a ne, kako rečejo. Aha. Okej. Raziščite naprej, če dvomite v njo, pojdite naprej. Pa boste že naredila svoj puzzle, svojo sestavljanko. Tako da ja, bi kar rekla, da ima prav. Ker res je tako. Toliko smo zastrupljeni, da moramo se toliko poenostaviti, da sploh dosežemo ono svoje alfa stanje. Okej. Ja. Drugače pa je res, na moji spletni strani imate veliko besedil, veliko posnetkov in zdajle, če nam odprejo korono, konec maja začnemo ena predavanja, tu v Logatcu se odpira Avokado center dobrih življenjskih praks, ki bo imela enkrat na mesec celodnevne delavnice, ki bojo tudi zunanji predavatelji. Upam, da bom tudi doktor Toljan dobila, da pride na obisk, če bo šla čez mejo. Tako da veliko bom delala na tem, da se to znanje širi naprej. In energetske delavnice in predavatelji zunanji, res, da eno celostno sliko dobimo, kako si lahko pomagamo popraviti kakovost svojega življenja. Tako da bodite pozorni malo, ali če niste v skupini Hormonček, pol pa mojo spletno stran, lahko se date na newsletter, pa boste obveščeni. Zdaj pripravljam še 2 predavanja v maju in v juniju, en bo se dotikal menopavze in teh težav, en bo šel pa, kaj smo rekli, da je tretji, zdaj sem pozabila že, katera tema, isto vse v vezi teh hormonskih disbalanskov in avtoimunih težav. Tako da bodite pozorni, pa boste dobili še naprej informacije. Tudi na moji spletni strani imate eno podstran, ki piše literatura. Tako da tam so naštete vse te knjige, iz katerih sem jaz nekako dojela to celostno sliko, kaj se nam sploh dogaja. Ja.
Ja, medicinski medij definitivno, on je meni super. Pa Joe Dispenza, njegova predavanja skozi poslušam. Res je. Zame Tudi jaz. imajo vodo. Držijo mi logiko, te cele zgodbe nekako. Tako da veliko se da tudi na YouTubeu dobiti, recimo Heal Summit, healsummit.com je en odličen kanal, ki ima enkrat na leto en teden brezplačno predavanja in v tem enem tednu, mislim, da je to 5 ali 7 ur raznih tih zdravilcev mednarodnih, kakšne zgodbe povejo, kakšne nove poglede na življenje. Res enostavno, če se lotiš takega dela, ogromno si lahko pomagaš, pa celo dosežeš remisijo, pa si brez tablet. Mislim, to je res loto. Po moje si podaljšamo s tem 21 let trajnost. No, eto, če nimate drugih vprašanj, jaz bi Kako je pa počasi potem zaključila. recimo z vegansko prehrano danes, ki je tako zelo opevana? Ja, veganska je super, če jo zmorete. Jaz jo ne zmorem. Moja sestra je artritis dala v remisijo z veganstvom. Od kdaj je veganka, ima kompletno vse reumafaktore v mejah normale. Eno zdravilo ne je, že 15 let ni dala ene tablete v usta. Super. Tako da veganstvo funkcionira, ampak previdno pri soji. Soja je hudič. Tako da Ja, sem slišala, ja. Tako da je precej težko. Meni recimo ne rata, ker ne morem jesti fižol, črevesje mi ga ne more predelati. Sojo ni za boga, ne smem, sem takoj cela zautečena in driske dobim. Tako da ogromno enih še zelenjave, kaj ne prenesem, tako da veganstvo mi je res težko. Želela sem, ampak ni šlo. Tako da se pol ukvarjam s to Kaj pa recimo, biodomačo meso pa te stvari. pravijo, da rdeče meso povzroča vnetja v telesu? Ja, sej, to je. To seveda je. Sam recimo ravno v rdečem mesu je veliko železa, ne? Pravijo, da je. Ma ja, jaz toliko mesa pojem, pa železo imam vedno izpod vsem minimumom, to je tako. Železo je taka debata posebna. Železo je stvar absorpcije v črevesju in ta hrana, ki jo mi danes jemo, koliko je sploh to, kaj je hranljivo in koliko je železa v tem, to je toliko, ne vem, diskutabilno, ne vem, meni nikoli ni ratalo. Jaz sem jedla teleča domača jetrica enkrat na teden, pa mi ni uspelo železo dvigniti nikamor. Tako da res sem se trudila in šopala se in špinačo in peso vsak dan, pa ni bilo šans. Tako da pri železu so neke druge stvari. Recimo, če rdeče meso pravijo, da povzroča vnetja, potem takem je bolj, da se preide na pusto meso. Ja, zdaj to si vsak sam mora narediti svojo kombinacijo, kaj mu ustreza, kaj zmore, kaj ne. Morate raziskovati, druge ni. Enega univerzalnega recepta za vse nas ni. Mora res vsak zase najti svojo kombinacijo. Eni tudi probiotike ne jemljajo tako pogosto. Dovolj mi je 1 kura na leto. Res je odvisno, vsak je drugačen, odvisno je, koliko so poškodbe že daleč šle v telesu, kakšni so nam organi, v kakšnem stanju. Tako da raziskovati in testirati na sebi in pol boste najdli svojo kombinacijo. Hvala. To je to. Če nima kdo kakšno drugo vprašanje, jaz bi počasi zaključila. Jaz se opravičujem, jaz bi še Alja, ja, povejte. Ja, jaz bi še vprašala, sem prej v chat napisala, koliko časa naj bi se ta brain biom imel, sam kot neka kura ali dlje časa pa redno, pač vsak dan? Pa, da bi sploh začutili spremembe, vsaj 1 mesec. Ja. Optimalno je pa tam 3 mesece. Jaz recimo za vse take stvari, ki so za črevesje, delam si 2- ali 3-mesečne kure, enkrat ali 2-krat v letu. Če recimo veste... To me zanima, ker to verjetno za celo leto glih ni, ker jaz tudi običajnih mi prej poruši prebavo, ko pa da bi... Ker pol ne učinkuje več. Jaz recimo november, december, januar je ključno za psiho. Saj pri meni sem opazila, da sem v teh mesecih najbolj v depri, posebno če je karantena. Tako da določite si mesece, ko se boste posvetili kateremu delu. Ja, ampak brez enega meseca vam sploh ne bom čakoval, ker rabi, da se razvije kultura v telesu. Verjamem, ja. Pač ja, je treba kombinirati z drugimi stvarmi, sam to ni dost, ne, če nič druga ne narediš, če ne paziš na hrano. Če ješ brain biom, pa spiš 3 ure na dan, nič od tega. Ja, Ja, logično. Hvala. No, hvala za predavanje.
malenkost? Še kdo? No, pol pa hvala za čas in za toleranco pri začetniških težavah pri povezavi. Uspeli smo. Pošljem vam jutri še posnetek pa prezentacijo. Tako da srečno v raziskavah naprej, srečno v vašem zdravljenju in če kdo rabi kakšno vprašanje ali pa individualno pomoč, lahko vas tudi vodim po tej poti, kar pišite mi, vam bom pomagala. Hvala vam in lep večer pa zdaj takoj spat, a ne? Nič zdaj žurati. Lahko Hvala, noč. srečno. Čau. Ja. Hvala, lahko noč. Dio. Hvala. Dio.